A se spomnite, kako je Tanja Žagar v naši oddaji odrdrala pravljico Rdeča kapica? Se spomnite? Ste gledali? Res je bila izjemno hitra. In ko sva gledala to mojstrico hitrega branja, sva prišla na idejo, da bi naredila tekmovanje za najhitrejši jezik Slovenije. Najhitrejši jezik Slovenije. In zdaj najprej sem se lotila znanih obrazov, sva nekako rekla, dajmo iz naše hiše, dajmo jim ta tekst, da vidimo, kako hiter jim teče jezik, če si lahko kar pogledamo, kako so se naši popovci odrezali. Nekoč je živela ljubka dekica in vsi, ki so poznali, so bili radi. Njena babica je imela zanjo še prav poseben prostor v srcu. Je podarila čudovita rdeča kapica, tako navdušene bile deklice nad kapico, da Donosila kamorkoli je šla, zato so zikica rdeča kapica. jo je mama poklicala k sebi in rekla rdeča kapica. Zdaj mi drugi še reco, nisi svoj govni babice nekaj hrane pijače. Dobro ji bo delo. Pojdi skozi gost, ne ustavljaj se in ne išči bližnjih. Probite hitrejte to. Ja, kaj je bilo? Kaj je bilo? Jaz sem si čas vzel, ker meni je pomembna izgovorjava, ne hitrost. Pomembna je kvaliteta, ne kvantiteta. hitrost teta. Ampak kakorkoli, tvoj jezik, niti moj jezik, ni toliko namazan kot jezik Petre Keršmar, ki je bila najhitrejša in je tekst prebrala v 13 sekundah. Ampak kakorkoli, ti naši zvezdniki niso pomembni, kajti vi, vsi skupaj in v studiu in doma, jasno, imate svoje tekmovanje. Kaj? Svoje tekmovanje, oni so vam samo pokazali, kaj mislimo in kaj morate narediti, če se hočete udeležiti tega tekmovanja. Ne bo vam treba tekmovati, kot sem rekel, z našimi popovici, med sabo boste in boste tekmovali med sabo in kaj morate narediti, morate poslati posnetek tega hitrostnega jezikanja oziroma govorjenja na našo internetno stran www.vitinperosov.si. Še nekaj zraven, kakorkoli, ja. Na naši spletni strani najdete besedilo, ki ga morate prebrati, lahko si ga natisnete, lahko ga berete kar dol z ekrana. Glavno je, da se med tem posnamete, da ste kakor tok razumljivi, da se vas bo razumelo in pošljete ta posnetek k nam. Časa imate do 10. junija, midva pa bova v zadnji oddaji razglasila zmagovalca, ki bo postal uradno najhitrejši jezik Slovenije. In ne samo to, poleg tega, da bo najhitrejši jezik Slovenije, bo prejel tudi brezplačni enoletni dostop do voyo.si. Tako, kaj pa to? Lepa nagrada, ja. Milijavžen filmov, oddaj, vse lahko vidite tam. Zato, dragi moji, ne oklevajte, pošljite nam posnetke in z veseljem jih bomo pogledali ter najhitrejše jasno tudi predvajali v oddaji. Jaz ko mi čakam, to je luštno tekmovanje. Pomaga se tudi kaj ogreti, da nam komu kakšen zob izpadel.